Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dobro večer, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je 5. dan božične osmine. Božič je tako velik praznik, da je prav, da to skrivnost, uslovečenje Božjega Sina proslavljamo cel teden, 8 dni v resnici, da bi se nas počasi dotaknila, da bi počasi prodrla v našo globino, da bi lahko iz te skrivnosti črpali moč tudi takrat, ko bomo v času med letom, ko se morda ne bo toliko dogajalo, ko ne bo nekih praznikov, da bi nas lahko ta skrivnost vsak dan znova, vsak trenutek znova nagovarjala, vodila naše misli, besede in dejanja. Molimo. O Bog, ki te nobeno oko ne more videti, s Kristusom, svojo lučjo, si pregnal temo sveta. Prijazno se ozri na nas, da bomo iskreno proslavili čudovito rojstvo tvojega Sina, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Ljubezen do bližnjega je vir Božje luči. Berilo iz prvega pisma apostola Janeza. Preljubi. Potem vemo, da poznamo Jezusa, če izpolnjujemo njegove zapovedi. Kdor pravi, poznam ga, pa njegovih zapovedi ne izpolnjuje, je lažnik in v njem ni resnice. Kdor pa njegovo besedo izpolnjuje, v tem je resnično Božja ljubezen dovršena. Potem spoznamo, da smo v njem. Kdor pravi, da v njem ostane, mora tudi sam tako živeti, kakor je on živel. Preljubi. Ne pišem vam nove zapovedi, ampak staro zapoved, ki ste jo imeli od začetka. Stara zapoved je beseda, ki ste jo slišali. Z druge strani pa vam pišem novo zapoved, ki je resnična v njem in v vas, ker tema izginja in resnična luč že sveti. Kdor pravi, da je v luči, pa svojega brata sovraži, je še zdaj v temi. Kdor svojega brata ljubi, ostane v luči in v njem ni spotike. Kdor pa svojega brata sovraži, je v temi in hodi v temi in ne ve, kam gre, ker mu je tema oslepila oči. To je Božja beseda. Odpev. Veselijo naj se nebesa in zemlja. Veselijo naj se nebesa in zemlja. Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu vse dežele, pojte Gospodu, slavite njegovo ime. Veselijo naj se nebesa in zemlja. Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje, pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi, o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi. Veselijo naj se nebesa in zemlja. Gospod je ustvaril nebesa, veličastvo in dostojanstvo stopata pred njim, moč in sijaj napolnjujeta njegovo svetišče. Veselijo nebesa in zemlja. Aleluja. Mnogokrat in na mnogotere načine je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih. Slednjič te dni nam je govoril po Sinu. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Ko so se dopolnili dnevi očiščevanja po Mojzesovi postavi, so prinesli Jezusa njegovi starši v Jeruzalem
da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je pisano v Gospodovi postavi. Vsak moški prvorojenec bodi posvečen Gospodu in da bi dali v daritev 2 grlici ali 2 golobčka, kakor je rečeno v Gospodovi postavi. In glej, bil je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon. Bil je pravičen in bogaboječ in je pričakoval Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil z njim. Razodeto mu je bilo od Svetega Duha, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. Prišel je po navdihnjeno v tempelj. Ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj storili po običaju postave, ga je tudi on vzel v naročje, zahvalil Boga in rekel: zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika po svoji besedi v miru. Kajti moje oči so videle tvoje zveličanje, ki si ga pripravil pred obličjem vseh narodov. Luč v razsvetljenje poganov in slavo Izraela, tvojega sina. Njegov oče in njegova mati sta se čudila temu, kar se je o njem govorilo. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu se bo nasprotovalo. In tvojo lastno dušo bo presunil meč, da se razdenejo misli mnogih src. To je Kristusov evangelij. Verjetno ste že kdaj slišali zgodbo o samostanu, v katerem je šlo vse narobe. In opat, ki je vodil ta samostan, je bil vedno bolj izgubljen, v smislu, kaj narediti, da se stvari, da se razmere v samostanu popravijo, nobene discipline, nobene pobožnosti, nobene ljubezni, bratske ljubezni, eno samo nasprotovanje, eno samo tekmovanje, zaničevanje, poveličevanje samega sebe. In revež ni več vedel, kaj narediti, in je šel v skrajni sili za nasvet vprašati nekega puščavnika, ki je živel recimo 2 dni hoda od tega samostana. V molitvi se mu nič ni razodelo, morda pa ta samotar, morda pa ta puščavnik ima kak navdih od Boga, kaj bi se dalo v tem samostanu narediti. No, in po 2 dneh prispe do tega puščavnika, mu potoži, mu nekako razodene svoje skrbi, svoje strahove, in puščavnik pravi: moliva skupaj, morda nama pa Sveti Duh v resnici razodene, kaj je treba v vašem samostanu narediti, kaj gre v vašem samostanu narobe. In po 1 uri molitve pravi puščavnik: vem, kaj je treba narediti. Bog mi je dal znamenje. Namreč nekdo od vaših sobratov v samostanu, eden od menihov, je Jezus. Eden od menihov je Mesija. No, in opat je ves presenečen, ne ve čisto točno, to ni nasvet, kaj naj naredi, ampak dobro, pač Bog že ve, in se vrne v samostan, skliče vso skupnost in pravi: glejte, to mi je bilo razodeto po enem svetem možu, nekdo med nami je Jezus, nekdo med nami je Mesija. Kaj se je zgodilo? Sobratje so začeli postajati pozorni drug na drugega, vsak zase je zagotovo vedel, da ni, ampak kdorkoli od drugih je lahko. Zato so se začeli drug do drugega obnašati precej bolj pozorno, precej bolj spoštljivo, precej bolj ljubeče, in samostan je v enem tednu zaživel, zacvetel, zopet se je vrnila bratska pozornost, zopet se je vrnila pobožnost, zopet se je v ta samostan vrnil mir in sožitje.
Dobro je morda, da se spomnimo te zgodbe, ko beremo o starčku Simeonu, ki je znal v tem otroku, ki sta ga dva tujca prinesla v tempelj darovati, prepoznati odrešenika. Prepoznati tistega, ki ga je Bog obljubljal skozi stoletja, o katerem so govorile prerokbe. Znal ga je prepoznati kot tistega Mesija, ki bo prinesel ne samo Izraelu, ampak celemu svetu mir. To zagotovo ni bil samo rezultat njegove človeške sposobnosti, dar opazovanja, tudi ni šlo samo za človeško intuicijo, ampak je šlo za navdih Svetega Duha, kot to pravi jasno tudi evangelist Luka. Da bi znali biti tudi mi toliko pozorni na navdihe Svetega Duha, da bi lahko v vseh ljudeh prepoznavali naše brate in sestre, da bi lahko v vseh ljudeh, zlasti tistih, ki so najbolj krhki, ki so najbolj na obrobju, ki jih je morda najtežje ljubiti, da bi lahko vseh prepoznavali obraz našega Gospoda in brata Jezusa.